Fantasy. Radio Fantasy. Minutke so čez pol. In to sem jaz, sweet child, ker sem pač najmlajša. Sem si res neka omladinka, ne? Ja. Vladimira Skale, dobro jutro. Ja, dobro jutro, to je pa jutranji program. Kaj te pa prineslo? Se to mene skrbi, pa Ja. takole zgodi, pa ko Šuši reče, zdaj pa če ne, pridemo tudi na dom. Ja. Ker veš, kak je, ko te Ja. kličeva in te zbudiva. Ja. Ne? Zdaj je super, da si prišla sem, ker midva bi dejansko imela danes res drugače jutro na Radio Fantasy, v bistvu v centru mesta. Pri meni v Uživo. postelji, ne? Ja, veš, Kaj si predstavljaš? Ja. kaj? Da bi midva zlezla k Vladimirju v poslo zjutraj, Ja, to bi bilo pa luškan. jutranji program delala. Veš, Ja, zdaj, to pa luškan, ja. v podlago sem dal eno tako sicer dvorsko glasbo, ne, Ja. ki pritiče plemičem, kraljem, kraljicam in tako naprej. In moram, veš, glede na to, da smo dobili podatek o eni super nagradi, Šuši, prosim, če poveš, Vladimira Skale. Ja, komisija Kvias je predlagala zopet prejemnike najvišjih priznanj Mestne občine Celje. Včeraj so bili ti prejemniki tudi potrjeni na v bistvu seji mestnega sveta. In ena izmed teh nagrajencev je tudi naša Vladimira Skale, ki je v bistvu, da povem Pa vsem zakaj. ostalim, ja. Da Ja, povem povem zakaj. Ne. Prvič, ona je del fantasijovcev že 26 let, če se ne Tako motim. je, tako je. Imaš svojo oddajo tudi pri Ja, nas tako je. ob torkih. Ja, VS Styling, Tako. 26 let, brez prestanka. Prosim, lepo. Jaz sem si mogla napisati. Ja. Idejni vodja in kreator pravlične dežele že 25 let. Ja, res je. In v bistvu že 25 decembrov ta pravlična dežela skrbi za pravličnost Celja. In naša Vladimira je ena izmed prejemnic srebrnega celjskega grba, ki bodo podeljeni 11. aprila ob prazniku Mestne občine Smo tako vse Celje. povedali, lahko greš, Vladimira, hvala ti. Najlepša hvala, v bistvu hvala za tvoje vznemirjenje in klic in tebe, Simona, v bistvu že ob sami nominaciji. Je pa res, da je prav, da povem, da velja velika zahvala pobudnikom, ne, ker ni v bistvu grbov, če te ne imenujejo ljudje, in velja velika zahvala Maji Voglar, Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje, Samu Seničarju, potem tudi Srečko Rjavcu. To je bilo v bistvu več ljudi, ki me je nagovorilo, čeprav se mi zdi, da je super, če nominiranec ne bi tega vedel, ne, ampak potrebuješ dati potem soglasje, in velja velika zahvala tudi samemu županu, ki me je nagovoril, ko smo delali intervju, da so se pogovarjali, da bodo me predlagali, in potem je Maja Voglar vzela pobudo in rekla, to bomo pa vsekakor naredili mi, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celje, in me je tudi poklicala. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so, predvsem pa moram še nekaj povedati, ko je Tadeja Falnoga poklicala Jolando Talar, mislim, da za soglasje, to mi je Tadeja kasneje povedala, je potem cela ulica nori, kar smo danes že poslušali zjutraj v etru Radia Fantasy, in so potem vsi dali podpise in potem tudi David Tomazini po mestu. Jaz sem rekla, Tadeja, prosim, ne vznemirjati ljudi, je rekla, je že prepozno. Je že šlo mimo. Tako da je v bistvu bilo tako eno prijazno in pa lep nagovor, no, predvsem pa velja ena velika zahvala Komisiji za mandatna vprašanja in pobude, da so v bistvu tudi ta predlog na nek način uvideli, in seveda včeraj tudi svetnicam in svetnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Zdaj pa še 11. aprila. Ja, Kaj boš oblekla? Kaj boš oblekla? Veš, kaj to je problem vsake ženske, ker nima nič za obleči. Jolanda Talar, če mogoče poslušaš, Vladimira Skale rabi eno večerno toaleto. Ja. Moram pa priznati, da imam jaz res veliko večernih toalet, ravno zaradi modnih navdihov, ne, ker so spomladi in jeseni. Res veliko stvari, ki sem jih imela morda samo enkrat. Jolanda bi se zdaj nasmejala, ker pa potem, ko pa je zvečer in ta večer je v bistvu zelo naporen, pa potem ponavadi vedno se zatečem v neki preverjeni kombinaciji nekega Boš zdaj smoka. reciklirala, pa boš Ja, tako. mogoče iz večjih naredila eno. Ja, tako. Posebno. Tako.
nisem še tako daleč razmišljala, predvsem pa najlepša hvala, ker zdaj ste videla to Ljubica, tako to je vekovečila. 2 meseca. Ja, boš Ni mogla, več veš. velika, več pa so tu še šuhi, pa make-up, pa O, pa kaj frizura. se še pride zraven, da ne govorimo o športnih Veste, vidim, da vi to aktivnostih. zelo trpite, mislim, to doma tvoja se tudi v bistvu to pol veš, kako. Ja, ja. Pri vas je cel protokol, vidim, tako da Mislim, ja, ste mi zdaj, ja. Dobro, da delam na radiju, da me ljudje ne vidijo glih, ne, ker prijemo Ja, iti na tako slavnostno podelitev ni enostavno, ni mačji kašelj, ker gre vse zraven, k nekemu bontonu. Ne? Zdaj pa vam moram povedati, da v podelitvi celjskih zvezd, ki so bile, je bila prejemnica Mojca Majcen za plesni opus in ustvarjanje, pa imela res vrhunski govor. In lansko leto na podelitvi grbov tudi Uroš Krajnc, sem ga prav poklicala, ko je bil prejemnik televizije Celje, vrhunski govor. No, to je kar velika odgovornost. res, zdaj imaš pa kratka ti stvar, nalogo. Ja. Ja, lahko pa če GPT Ti vprašaš. Bog Ja. ne daj, Res? Bog Ja, ne daj, res se je. veš, zdaj je desno usmerjen. A jaz zdaj desno, ne, no. Jo bojo bolj še obtožila, veš, kakšne politične. Tako. Takoj te Sledno bo, za ja. objektivno podajanje, ne poslušaš desne in leve, v bistvu treba Delaš znati po poslušati, svoje. ja, in moraš imeti potem neko svojo smernico. Velja velika zahvala, predvsem pa mogoče, ker sta rekla, velja velika zahvala vsem tem času, v bistvu ljudem, ki so slišali, so podprli idejo ali modne navdih ali pravljična dežela. Veste, to je bil res začetek, ni bilo nobenega vzunaj, to je bilo res tako, da ljudje so se nekateri norčevali, nekateri so pa videli v tem res dobro idejo in velja velika zahvala takrat vodji kabineta, magistri Aleksi Gajšek Krajnc, ona je res. Mislim, moraš biti kar tako, ko zdaj pogledam velik človek, da rečeš, tole bomo pa mi podprli in seveda takrat tudi županu Bojanu Šrotu, ki ni pustil, da bi, veste, veliko stvari je bilo, ko se ti zgodijo v situaciji, pa lahko ti nekoga degradiraš, odrežeš, pa rečeš, pustite, ne se naredi, je to dobro. Tako da se mi zdi izjemno to in vsi so ustvarjalci, ki so pomagali, ali pa recimo ene modne navdihe 2-krat na leto, mi smo edini ostali v slovenskem prostoru, ne, razen velikih trgovskih centrov, ki tudi pripravljam, ampak ne 2-krat na leto. Prav od odnosa do lastnih blagovnih znamk, ki ustvarjajo prostor, to se mi zdi zelo pomembno, ne, ti moraš svoje ljudi izpostaviti, ki delajo dobro in je to en večer mode in druženja. Še tole moram povedati. Pa nisi še konc, sam Saj še bomo šli Ja, noter. sam tole vam moram pred pauzo povedati. Da velja pa velika zahvala, to pa moram povedati mojemu velikemu prijatelju, človeku, ki ga imam neizmerno rada, imamo zelo različne poglede in mnenja, ampak mi je velik prijatelj, to je pa Robi Šprah, ki smo pa partnerja v bistvu najdlje, to je 26 let. V bistvu prvi je zvedel, kdaj sem noseča, prvi je zvedel, kdaj sem se skregala. Vedel je, ko sem rodila Jono, Maja in zato se ti zahvaljujem, Robi, res en velik prijatelj si. Se bo verjetno do doma prišla kakšna kritika, ker jih nisi omenila. Je to še, jaz mislim, da še imamo drugi del. Dejmo že en komad, pa Lahko dam vreme, ene pa... Eurythmics gor. Jo, to je bilo pa Ha? super, ja. A bi dal, no, vidiš. Evo ga, ura je še vedno 16 minut do. Vladimira Skale je z nama, pozdravljene in čestitke še enkrat za srebrni grm. Ja, najlepša hvala. Hvala predvsem moji ekipi Radia Fantasy. Neizmerno vas imam rada. Me izjutraj prebujate, se z vami vozim. Ne. Lepo, Tu tudi včasih javljaš kaj kak poveš radar, iz ne? cest. Ja, tako, mislim, da Sodeluješ? Ja, sodelujem, to pa res, to se mi pa zdi zelo pomembno. Če se nekam pelješ, tako kot mene nekdaj razveseli, ko slišim, da je nekje kakšna policijska kontrola, tako se mi zdi, da je prav, da tudi jaz povem, Zatožiš veliko jih, na ne? cesti, ja, Obvezno, tako in pa se obvezno. prav nasmejimo, bo zdaj vedeli pa se kdaj, potem ko se srečamo s policisti, jaz sem zelo dobre izkušnje, so prijazni in potem se kdaj nasmejimo, ne, ali pa reče, zdaj se pa lahko umaknejo, ko smo povedali, ne, da so v etru, da so res bili na lokaciji. Ne. Tako da, Ja, zdaj modnih revij je cel kup. Ja. Pravličnih dežel smo povedali, koliko je. A slučajno veš, koliko oddaj VS Styling si posnela za Radio Fantasy? Joj, to je pa zelo, to sem si pa vedno želela vedeti, res to pa, mislim, da smo začeli, veš, da ne vem, res ne vem točno, koliko jih je, če se mi pa ta podatek 26 let. Ja, gremo v grobo računa. Čakaj, Mislim, da smo kalkulator. 4. maja začeli. da je bil 52 takrat- tednov v enem Ja, letu. Ne? Pa damo kaga v stran, Ja. pa Ne, ni rečemo bilo nič 50. nobenega v stran. Mogoče Še- kdaj, da so imeli 4-krat kakšno tehnično zadevo, da je bila kakšna tehnična zadeva, to je pa takrat, ko Simona pokličem, pa se poj sretno oči vstane, tako da se ti zahvaljujem, to je tudi ne taka dobra naveza. Simon ni pravo, da ni pravo, da kaj vse, 11 ne. večer, Ja. 10 večer. Ja, mama nočne, veš. Nočne termine. Ja, pa nič, da se zbujaš se z mano, spat Pa greš, ti- mislim, Z Vladimirom. Ja, vmes se ja. pa zbujaš še z njo. Upam, da ne govoriš v sanjah, ne. Ja, Ja, ja. ja. Ja, Vladimira, ja. Ali pa spet ono, o ne. Ali pa one, A sem jaz zdaj prav
zračunala. Jurija, 1456, odaj bi mogli biti, po mojem. 54 tednov, 10. A 54, 52. 52, ja, 52. To je krat 10, 520 Pa tisoč. 28 let. Ja. Koliko let si računala? 28. 28. Ne, 26. Ja. A ja, 26, ja, čakaj. Črk, ne, ja, to pa. ja. Pol jih To je v pa bistvu res. 352. Je nekaj izjemnega, je prav, da povem to, da je pokojni Teo, kot smo z njim sva se pogovarjala, rekel pa to je pa dobra ideja, pa smo se z Robijem in v prvo oddajo smo takrat povabili Boruta Pahorja in tako kot je navada, mislim, da smo se v mestu dogovorila in malce zamujam, potem sem se pripeljala v Škofjo vas en za drugim in nisem imela časa za tremo, ker smo šli kar direktno v studio, ne, in potem potem se spomnim, da je Teo rekel, pa veš, se mogoče ne je bilo treba takega gosta, kar prvič, ne. A veš, tako je nadobudno, ja. In seveda je bilo zelo in smo se vedno nasmejali in v bistvu je to tudi čisto naša produkcija, ne moramo povedati, da je produkcija oddaje, so džingli lepi, so nastali 26 let, ko se mi zdi, da imajo neko svojo zgodbo in na to sem zelo ponosna in me dreza in vesela sem, da si in ti Simon to slišal in Robi in je pač avtorska Hvala naša za- oddaja, ne, res. Poslušaj, Ja. pred 26 leti, kako funkcijo pa je imel Borut Pahor? Borut spomniš? Pahor je bil takrat parlamentarec. Mi smo bili, mislim, da smo bili nekje, smo se srečali in pa smo v bistvu, je bil pa že on takrat najbolj oblečen moški, pa v bistvu elegantni. V bistvu on je kar Je si izstopal, vzame ne? čas za to. Pa hkrati, kar je morda najbolj pomembno, recimo za politika, on je bil zelo dostopen, ne, bil dober sogovornik, on je vedno povedal, nazadnje se to vidi tudi danes za temi družabnimi omrežji in tako ve, ne, da se mora dotikati ljudi in njemu ni problem, ko nekam pride, se preprosto ni bil takrat za stvar in je bilo super. Smo pa zelo ponosni, ker ko smo se preselili na Lavo, se spomnim, da smo prav, Robi, če posluša, se gotovo spomni, smo malo pohiteli, ker smo takrat se odzval našemu vabilu Janez Drnovšek, a ne, in je bil v bistvu kar večkrat, mislim, da njih 3-krat gost in tu na Adriatiku smo takrat naredili en banket in se spomnim, da je protokol rekel, ja pa ne, on ne bo jedel, pa bo kar šel, potem pa mislim, da je vstal 2 uri pa pol tu To pri se nas. spomnim, ne, ja. se Je bilo spomniš kar in- malo nervozen. Ja, je bil in je bilo, mislim, smo se imeli res lepo in potem se spomnim, me je vodja rekla, kadarkoli, ne, pokličite, ne. Jaz sem rekla, vi pa tudi, ko boste v tem koncu. To je bil en velik kompliment, Ja. ker on ni bil tako, če se dalo se, veliki so se vedno malce izognili, ne, če ni bilo treba. Tako da, in se spomnim, da smo potem še na hitro stvari urejevali, tako da je bil studio postavljen in smo že bili na Lavi 7. Tu, kjer Tako da, smo zdaj, Tu, ja. kjer smo zdaj. Ja. Ja, Kamor sem Vladimir, pa jaz prišla 5 let pa pol nazaj, smo ugotovili zadnjič. A ja, res, pa ja. 2 dneva. Ja. Zdaj je 3. Koliko je zdaj 3? Ja. Je pa to velika odlika male srčne ekipe, ne, ki dela potem velike zgodbe. To se mi zdi, da je vedno ena taka prihodnost, skoraj tako kot ena družina. Ne. Mi smo ena družina, ne, kakorkoli. To pa lahko povemo zdaj v eter, da imamo mi zelo radi četrtke in petke, ob četrtkih in petkih prijem ponavadi na radio in takrat se mi malo podružimo. Aj. Mi rečemo temu kratko sladko. Od Vladimira korone ne je to vsega ostalo. v eter Ne, saj ne bom povedati. povedala. Si pa prinesla danes nekaj Ja, s res sabo, je, pa ja. mogoče je moment za to Ja, res je, preteklo minulo delo in Ja. recimo odskočna deska za naprej, da tole odpremo. Prosim, ja. To se mi zdi, da je nekaj lepega. Peninco bomo odprli. Ja, ja. Ne? To veš, malo smo simbolično zgodnji, nazdravljeno. ja. Simbolično Ampak bomo to je nazdravili. ne. simbolično, ja. Kličemo Tako da. tudi Darjo in Ja. Robija, to bi mi bilo zelo drago. To sem Ja. pozabila včeraj Šuši naročiti, jo lepo prosi, da prijeta. Kaj? Evo, kako je šuši. Super. Takole ti pridam. No, evo. Nič ni steklo ven, nič ni šprical, tako da. Ti znaš, očitno imaš izkušnje s tem, vidiš, jaz kot tega ne pijem, ne vem. Sem pa prebrala nekje, da z penino se ne sme trkati, ker se zmoti harmonija mehurčkov, prosim, drži. lepo. Ja, Drži. mislim, da je res, čeprav pravimo to, pa sem jaz enkrat vprašal gospoda Edija Kužnarja, ki je sploh tata mata na tem področju strežbe in somiljejstva in tako. Kadar pa imaš rad ljudi in si srčen, ne, to izkažeš na nek tako. način z namenom ali pa ne, tudi s tem trkom, tako da vedno je ta osebna pripadnost, pa kako čutiš do ljudi, ja, v nekem protokolu. No, Mislim, je še koliko kar nalivam, jaz samo to, čutim- da veste. koliko jaz čutim do Vladimira, ne, lahko Vladimira pove, ko za vsakič, ko po mojem vidi na telefonu Maruša, si misli, kaj spet. Hvala lepa. Ja. Sam polivati mi ne pa studi. Ja, no, to pa le.
Čakamo še dva. Čakamo, ne. ja, še Ja, v čakamo. redu, sej, Vladimira, zdaj hvala lepa za tale obisk. Izven etra bomo zdaj mi lepo nazdravili. Lahko Simon samo to še rečem. Ja, ti Hvala kar povej. vsem, ki so v bistvu včasih neke dobre ideje, je težko prepoznati, volja, pa ena energija je pa veliko, ne, zato da si za stvar. Se zahvaljujem vsem našim sodelavcem in partnerjem, ki so navdihujoči in veliko krat potem podprejo idejo in dovolijo, da se razvije. To je v bistvu celo staro mestno jedro s Tadejo Falnoga, Zavodom za kulturne prireditve in turizem smo razvili vrsto prireditev in da se slišimo, da si pomagamo vsi ostali soustvarjalci, ki razvijajo modne navdihe. In tako kot si prej rekel, velika zahvala velja tudi moji družini, ne, ker v bistvu so pa ti, ki imamo eno veliko odliko, da si vse povemo in potem vedo, že kar čutijo. Mislim, da tudi naša psička Luni, pravi naš Maj, kadar je nervoza, čutimo. Tako da hvala mami moji, Joni in Maju, ki me seveda neizmerno navdihujejo in osrečujejo in so moja sreča. Zvezde grejo noter v eter zdaj le. Star so, v redu. Super, to si me pa počela. Čin. Radio Fantasy. Radio Fantasy.